pred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, sosed bo mejak, narojak, prost bo vsak, nevrak le sosed bo, nevrak le sosed bo mejak. Spoštovane in spoštovani, veseli me, da smo se danes zbrali v tako velikem številu tisti, ki nam je mar za Slovenijo in ki se še kako dobro zavedamo, da je Slovenija več kot le njeno glavno mesto. Tudi nocojšnji imenitni gost, predsednik SDS, gospod Janez Janša, ki se mu bo na odru pridružil in se z njim pogovarjal predsednik Zbora za republiko in nekdanji predsednik Državnega zbora, gospod France Cukjati, je s svojim delom za našo domovino večkrat že dokazal, kako ravnajo tisti voditelji, ki se zavedajo pomena decentralizacije in ustvarjanja enakih izhodiščnih možnosti za vse, ne glede na to, iz katerega dela ali regije prihajamo. Spoštovani, zakaj smo današnjo javno tribuno poimenovali z naslovom, da Slovenija ni samo Ljubljana? Zato, ker nam žal aktualna vlada sporoča ravno obratno, in to je, da se v Sloveniji vse začne in konča v Ljubljani. Vlada s takšno večino v Državnem zboru, kot jo je imela ta vlada, bi lahko naredila veliko dobrega za ljudi in za razvoj podeželja, pa je ravno nasprotno. Medtem, ko ukinjajo nujno potrebne investicije, ki jih je odobrila prejšnja vlada, v ceste, šole, vrtce, kolesarske poti ter druge nujno potrebne projekte na podeželju, raje namenjajo milijone za svoje dobro sponzorirane nevladne organizacije, ki preučujejo spol in kolesarijo na poziv. Državljane imajo za norca z namišljeno košarico osnovnih živil, slabo črpajo evropska sredstva za nujno potrebne infrastrukturne projekte na podeželju. Elektrika in energenti so vse dražji, čakalne dobe in kaos v zdravstvu je vse večji, s katastrofalno migracijsko politiko so poslabšali varnost v državi in prišli smo celo tako daleč, da kradejo krave, nič hudega sletečim kmetom. Korupcija in klientelizem sta v razmahu in še bi lahko naštevali. S podrejenimi in popolnoma politiziranimi mediji pa nam potem kažejo slike, kot da se v državi cedita med in mleko. Leva vlada več kot očitno uresničuje svoj ideološki program, kjer imamo vedno manj svobode in vedno več prisile. Želijo nam določiti, kaj bo na naših krožnikih in s čim se bomo po zimi greli. To je očitno ta svoboda, ki so nam jo obljubljali pred volitvami. Če se mogoče ta razlika med prejšnjo razvojno vlado Janeza Janše in levo vlado Roberta Goloba ni videla v času volitev leta 2022, saj je velika večina nasedla medijski propagandi z ekranov in glavnega tiska, danes ne samo, da vidi razliko, to tudi občuti na lastni koži. Od obljub o svobodi in pravičnosti je ostalo bolj malo.
Torej, spoštovane in spoštovani, ali po vsem tem že vemo, ime česa je danes svoboda. Z današnjo javno tribuno pa ne naslavljamo le probleme centralizacije, temveč odpiramo razpravo o prihodnosti Slovenije kot celote, v kateri prevladujejo enakopravnost, poštenost, delavnost in solidarnost. Ko rečemo, Slovenija ni samo Ljubljana, ne mislimo samo na vedno večjo centralizacijo in neskladen regionalni razvoj, s katerim se očitno načrtno siromaši podeželje in druge manj razvite regije, ampak mislimo tudi in predvsem na delitev, na prvo- in drugorazredne državljane na vseh ključnih področjih, sodstvo, zdravstvo, politiki in tako naprej. Danes želimo odgovoriti na vprašanje, kakšno politiko potrebujemo za Slovenijo, v kateri ne bo več delitev na prvo- in drugorazredne. Potrebujemo politiko in posameznike, ki imajo jasno vizijo za nadaljni razvoj vseh sistemov naše države, od gospodarstva, izobraževanja, zdravstva do nadaljnega razvoja demokracije, pluralnosti medijskega in izobraževalnega prostora ter večjo vlogo državljanov pri odločanju. Danes potrebujemo politike in državo, ki bodo razumeli, da je zato, da napreduje celotna družba, vsem in vsakomur treba omogočiti razvoj njegovih potencialov do popolnosti. Potrebujemo politiko in državo, ki bo v ospredje postavljala solidarnost, da bo pomagala tistim, ki pomoč resnično potrebujejo, ne pa, da se podpira zloraba socialnih transferjev. Potrebujemo državo, ki bo omogočala enake izhodiščne možnosti za vse Slovence, ki predstavljajo, da izvor posameznika ne določa njegove prihodnosti, in državo, v kateri bo za napredovanje edino merilo znanje in sposobnosti posameznika. Nahajamo se namreč v času, ko potrebujemo posameznika, ki je svoboden, osebno odgovoren in solidaren do sočloveka. Zato potrebujemo politiko, ki si prizadeva za izobraževalni sistem, ki bo dajal večji poudarek na državljanski vzgoji, pomenu zgodovine, identitete, kulture in jezika, pa tudi na finančnem in informacijskem opismenjevanju. Potrebujemo politiko, ki si bo prizadevala za čim večjo pluralnost medijskega prostora, ki je ključna za delovanje svobodne demokratične družbe in svobodnega oblikovanja politične in volilne volje. Potrebujemo politiko, ki spodbuja kritično mišljenje na vseh družbenih področjih. Le tako ima Slovenija pred sabo svetlo prihodnost. Spoštovani, ljudje, ki živimo v tej lepi deželi pod Alpami, tako na podeželju kot v urbanih središčih si to zaslužimo. Tistim, ki pa mislijo drugače, pa moramo danes z enim glasom ponovno sporočiti, Slovenija ni samo Ljubljana. Spoštovani gospod Janša, spoštovani gospod Cukjati, vabim vaju na oder. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem v dvorani in vsem, ki nas boste slišali po Novi 24 TV ali kasneje v posnetku. Gospod Janez Janša je znan in nam ima tudi veliko povedati iz svojih izkušenj, iz načrtov in vseh priprav, ki so bile ustvarjene v kratkem prejšnjem mandatu oziroma v prvem delu vlade. In seveda naslov, kot je tu naveden, je pravzaprav zelo širok, vendar za Slovenijo izredno pomemben. Že več kot 15 let se mučimo z vprašanjem decentralizacije Slovenije, da bi podeželje in vsa ostala Slovenija zaživela in ne bi se vse, kar je vrednega, bogatega, zanimivega, stekalo v Ljubljano. Gospod Janez Janša, se te lahko tikam. Ja.
Sem starejši, ja. Če ne obolelo. No, slišal sem, da je bilo v načrtu marsikaj, kar bi šlo v ostala mesta ven iz Ljubljane, tako da ne bi vsako jutro videli kolone avtomobilov v Ljubljano in potem proti večeru spet kolone ven iz Ljubljane. In še najbolj pomembno pa je, da vsak zaposlen v Ljubljani pušča davke v Ljubljani. Se mi tega zavedamo? Izvoli. Ja, hvala lepa, hvala pa predvsem vam za tako lepo udeležbo, kolegom iz našega mestnega odbora Murska Sobota in seveda Zboru za Republiko za organizacijo te javne tribune. Zdaj naslov, ki je na tem platnu za nama, je več poveden, za ena dimenzija je bila ravno kar v tem vprašanju odprta in seveda moram najprej reči, da ta centralizacija ali pa pretirana centralizacija preko vseh meja ni samo problem v Murski Soboti ali pa v Lendavi, v Prekmurju in tako naprej, je glede na statistiko problem povsod izven osrednje ljubljanske regije in je problem tudi osrednje ljubljanske regije. Zdaj, jaz se vsako jutro vozim tam iz Šentilja pri Velenju v Ljubljano in pozno popoldan ali pa zvečer nazaj, no, če grem zvečer je že boljš, no, ampak zjutraj in v popoldanski konici rabiš za teh 70 km in še nekaj, če imaš srečo uro pa pol, če pa nima sreče pa 2 uri ali pa 3 ure. Ampak, to tisti, ki živi recimo v Šentvidu pri Ljubljani, ki je del mestne občine Ljubljana, pa ima recimo službo v Mostah, rabi v tej konici tudi kako uro ali pa uro pa pol včasih, da pride tja pa domov, pa je v bistvu v Ljubljani, ker se Ljubljana duši v prometu. Skratka, od te pretirane centralizacije običajni ljudje, tudi tisti, ki živijo v sami Ljubljani, v samem centru, nimajo, ali pač, tudi tisti nimajo samo koristi, no, kot se včasih zdi. Tako da to je večplasten problem, ampak začnimo na začetku. Zdaj, ko smo šli decembra leta 1990 na plebiscit za samostojno Slovenijo, za lastno državo, smo za to državo glasovali tudi zato, da bi bili končno gospodar na svoji zemlji, da bi sami odločali o svoji usodi in da bi dobili državo, ki ne bo ščitila samo neke obče skupnosti, nekega kolektiva, ampak ki bo tudi vsakemu posamezniku zagotavljala, kolikor je možno, enake izhodiščne možnosti za uspeh v življenju. Za srečo, kot pišejo v nekaterih ustavah. Za ustvarjanje sreče, blaginje. Zato imamo državo. In zdaj, če pogledamo po vseh teh desetletjih, odkar smo dejansko formalno gospodarili na svoji zemlji, ali je temu tako, je odgovor večplasten. Na nekaterih področjih bi mogoče lahko rekli ja, kvaliteta življenja sploh v Sloveniji se je, odkar smo samostojni, povečala, ni se pa povečala vsem enako. Vsem enako, jaz ne rečem tega v smislu zagovarjanja politike enakih želodcev, pač da smo vsi enaki v tem smislu, da smo vsi lačni pa žejni, pa imamo osnovne potrebe in da je tam nekdo, ki mora vsem dati enako, ne glede na to, koliko se mi trudimo in tako naprej. Ko govorim enako, mislim v tem, da se pač zagotavlja enake izhodiščne možnosti. V okviru teh enakih možnosti pa tisti, ki se bolj trudi, bolj dela, bolje gospodari, je pač lahko bolj uspešen.
ker pač sistemi, ki so skušali graditi družbo uravnilovke, so na koncu naredili 90% dejansko enako revnih, ne, pa neko tanko elito, ki je pač imelo vse in tisti, ki smo starejši, smo del tega tudi doživeli. Enaka izhodiščna možnost pomeni, da ima mlad človek, ne, približno enake pogoje za pridobitev izobrazbe, solidne izobrazbe, ne glede na to, ali je rojen na Goričkem ali pa v centru Ljubljane, da to ni odvisno od njegovega socialnega položaja, pa od socialnega položaja staršev, pa predvsem, da to ni odvisno od tega, kje si rojen. Zdaj država ima mehanizme, s katerimi lahko pač dejstvo, da je nekdo rojen na Goričkem, nekdo pa v Ljubljani, izravnava z različnimi politikami. Ampak morajo biti to politike, ki težijo k enakomernemu razvoju. V Sloveniji pa imamo večino časa, odkar smo samostojna država, glavnem politike, ki težijo k čim večji centralizaciji. In trenutno stanje je, kot sem rekel, takšno, da v določenih ozirih ne odgovarja niti tistim, ki so v samem centru. Pa kljub temu potem državni stanovanjski sklad gradi stanovanja predvsem v Ljubljani, kjer so najdražja, so dražja, poleg tega pa trpaš ljudi v nek center, ker jih je že itak preveč in delaš vse žive urbane probleme. Z istim denarjem, ko se zgradi kvadratni meter stanovanja v Ljubljani, bi tukaj lahko naredili verjetno 2 kvadratna metra. Pa še marsikje druge po Sloveniji. Pa nekdo pol, ki recimo se je šolal v Mariboru po Ljubljani, bi dobil stanovanje tukaj in bi ostal tukaj. Ne pa tam, kjer se je šolal oziroma študiral. Zdaj potem poznate sago z izgradnjo tega pomurskega kraka avtoceste, koliko časa se je vlekla, pa še zdaj nimate pač odstavnega pasu. Kar pomeni, da so bili neki dvojni kriteriji tukaj vzeti v obzir, ali pa če hočete, ko pogledamo strukturo investicij, ki gredo iz teh skupnih blagajn, spet opazimo, da gre daleč največji delež potem v sam center, v osrednjo regijo. Zdaj, da bomo predolgi pri tem prvem odgovoru ali pa vprašanju, mogoče samo še to, da v času, ko Slovenska demokratska stranka vodi vlado, skušamo te stvari peljati drugače, uravnotežiti tudi, ne vem, v zadnjem mandatu, ki ni bil poln, naša vlada je bila tam od marca leta 2020 do konca maja 2022, se pravi malo več kot 2 leti, ampak v teh 2 letih, kljub temu, da je bil to tudi čas pandemije oziroma epidemije covida, smo kot celotna vlada 2-krat obiskali vašo regijo, pa tudi vse ostale regije. Vse regije, naredili smo 24 obiskov v polovici mandata, ko je celotna vlada pač obiskala regijo in se seznanila s tistimi problemi, veliko stvari rešila. Sedanja vlada, ki bo 1. junija obhajala tudi 2 leti, ni izvedla še niti enega celovitega obiska regije. V tem smislu, da je bila v regiji tudi seja vlade, ki je bila v celoti posvečena razvojnim problemom regije in tako naprej in tako naprej. Tukaj imamo tudi velik zastoj, se je mogoče v tem še kaj kasneje pri investiranju evropskih sredstev. Leta 2020 smo se izpogajali za 12 milijard iz različnih evropskih skladov. Danes je Slovenija druga najslabša pri investiranju teh sredstev med vsemi članicami Evropske unije. No pa še čist na koncu, glede na to, da je tukaj
dr. Cukjati, ki je bil predsednik Slovenskega parlamenta leta 2008. Takrat smo med drugim pripravili tudi paket 6 zakonov in spremembo ustave, ki je bila izpeljana za decentralizacijo, za ustanovitev pokrajin. Na podlagi tistega projekta bi se takrat skoraj 20% državnega proračuna preneslo na pokrajine in tudi številne pristojnosti. Žal potem polovica zakonodaje smo sprejeli, zadnjega zakona, ki terja dvotretjinsko večino, pa pač nismo mogli, ker opozicija je najprej glasovala, stranka SD je glasovala za dopolnitev ustave, ki je bila potrebna, ni pa glasovala potem za ključni decentralizacijski zakon. Rekli so, bomo mi to sami naredili v naslednjem mandatu. Od takrat je minilo zdaj 16 let, pa še vedno nimamo tega. Tako da o tem, kdo bo ravnatelj neke srednje šole ali pa bolnice tukaj regionalne, se odloča v Ljubljani. Ne tukaj, čeprav gre za tipične pokrajinske pristojnosti. Zdaj, takrat smo izpeljali tudi posvetovalne referendume, tukaj je uspel, je bila pa udeležba nizka, ker ljudi so prepričali, da nova pokrajina pomeni novo birokracijo, nove fikuse pa pisarne, tako naprej. Pa v bistvu ni šlo za to, šlo je za dejansko decentralizacijo z prenosom 20% denarja iz proračuna na pokrajine. Tukaj v Pomurju, Prekmurju, Pomurju, statistična regija se imenuje Pomurska, vas živi 115 000 in tukaj se generira tam dobrih 6-7% dohodka, ki gre državne blagajne, nazaj pride približno polovico tega. Nekaj več za temi inštrumenti, ki so v zakonu o enakomernem demografskem razvoju, ki pa se realizira zdaj v tem mandatu mogoče na kakšnih 20%. Pa potem so še kakšni posebni projekti in tako naprej, ampak ko vse to sešteješ, prideš na bistveno manj. Že če bi se večino tega, kar se tukaj ustvarja, investiralo tukaj, bi bil zaostanek recimo pomurske regije, ki je statistično na repu, za povprečje ali pa za osrednjo Slovenijo bistveno manjši. Tako da decentralizacija ni samo neka tujka, ki pametno zveni. Decentralizacija je ključ k hitrejšemu razvoju Slovenije, ker če se enakomerno razvijaš in to sešteješ, je to vedno več, če gre pretežno vse v en center, predvsem je pa to uresničitev namena, dela namena, s katerim smo glasovali za samostojno Slovenijo. Se pravi ustvarjanje okolja, kjer bomo imeli približno enake izhodiščne možnosti za uspeh v življenju. Ja, nisi pa povedal, da je tvoja vlada že prvo ministrstvo preneslo oziroma urad za demografijo preneslo v Maribor in demografski sklad. Začela se je decentralizacija, ampak potem je prišel kandidat za novega premiera, ki je na veliko in dolgo razlagal, da oni bojo pa čist drugače. Samo to je bilo slišati. Mi bomo pa čist drugače. In res prvo, kar je bilo glede teh, je bil urad za demografijo ukinjen, demografski sklad razpuščen in seveda denar šel v druge namene. Še naj omenim oziroma želel bi, da komentiraš eno tako zanimivo zgodbico in sicer s tistimi kravami bogimi, ki so jih tlačili na tovornjak, ločevali teleta od mater
In seveda sedaj so vrnjena, oziroma začetek vračanja se je pojavil. Se sprašujem in verjetno tudi vi se sprašujete, pravzaprav, kaj je bolj nevarno za državo, da nam vladajo nesposobni ministri ali da nam vlada ulica neke zmedene ženske. In kako pravzaprav urediti, kako naj vlada, to lahko poveš iz svojih izkušenj, obvlada probleme in jih rešuje kot vlada, ki je bila izvoljena, ki ji ljudstvo daje pooblastila in s tem veliko odgovornost. Ja, pač najslabše je, če vlada kombinacija, se pravi ulice in nesposobnih ministrov. Ne? To je najslabše in neko tako kombinacijo imamo zdaj. Ampak mogoče, ker si omenil urad za demografijo, zdaj mi smo imeli v koalicijski pogodbi pač naše prejšnje vladne koalicije tudi zavezo, da bomo vse nove institucije, ki bodo nastajale, pa tudi nekatere stare, pač postavili tako, da sedeži ne bodo v Ljubljani. Ne? Zdaj, ena od institucij, ki je zaživela in delovala, je bil urad za demografijo. Demografija je osrednji strateški problem Slovenije. Včeraj je bil objavljen podatek o starosti prebivalcev v državah članicah OZN, se pravi vseh. In Slovenci imamo četrto najstarejše prebivalstvo na svetu. Za Japonsko, Nemčijo in Italijo. Ne? Poprečna starost nas, ki živimo v Sloveniji, je 45 let. Poprečna starost v Afriki je pa 26 ali 27 let, recimo. Ne? Tako da, če se kdo čudi, zakaj tak pritisk iz Afrike, ne, na Evropo. In seveda demografskih trendov ni možno obrniti čez noč, ne. So dobre prakse, ki se jih da posnemati. Naš urad za demografijo, ki je zaživel v Mariboru, ne, v polnem obsegu, ni bil sicer tako številčen kot Komisija za preprečevanje korupcije, ne, kjer jih je več zaposlenih, kot sem jih jaz imel v ministrstvu med vojno. Ampak je pač institucija delovala, pripravila vrsto ukrepov za to, da pač mi izboljšamo demografsko sliko in en od prvih ukrepov Golobove vlade je bil, da so ta urad ukinili. Ljudi so prerazporedili na urad za migracije, pa tudi sredstva so prerazporedili v uradu za migracije, tako da so natančno pokazali, kako si oni predstavljajo reševanje demografskega problema z uvozom, z dragim uvozom, ne, varnostno, socialno in ekonomsko rizičnim uvozom ilegalnih migrantov. In seveda to je bil hujši problem kot zgolj to, da so ukinili neko institucijo, ki ni bila v Ljubljani, ampak ki je bila v Mariboru. Demografski sklad ni zaživel. Mi smo želeli prenesti premoženje, ki je pač v lasti države, ki je zdaj na Slovenskem državnem holdingu, pa na različnih drugih institucijah v tako imenovani demografski sklad, kjer bi se pač obresti iz tega premoženja, dohodki, neposredno prelivali v pokojninski sklad, ne, ki se zdaj v glavnem napaja z pač prispevkov od plač, ne. Nimamo tega kapitalskega stebra. Za stabilnost pokojninskega sistema je ta pač drugi steber nujen, ampak mi smo imeli v bistvu manjšinsko vlado, 38 glasov, nismo dobili še manjkajočih 8 za sprejetje tega zakona, tako da ta institucija ni zaživela, bi pa tudi bila pač izven Ljubljane. No in mogoče, da ne bomo govorili samo o tem, kakšen je problem, ne. Slovenska demokratska stranka, kadar je v opoziciji, oblikuje strokovni svet oziroma vlado v senci, tudi zdaj smo to naredili. In znotraj te vlade v senci imamo tudi poseben resor oziroma odbor, ne, za lokalno samoupravo in decentralizacijo, vodi ga bivši župan Celja Bojan Šrot. In naloga tega odbora je, da pripravi načrt
relokacije do tretjine državnih institucij izven Ljubljane. Postopoma, tako da pač ne bo to spet nov pretres pa prevelik strošek naenkrat, ampak z decentralizacijo pač mislimo resno, nikjer ne piše, tudi v mnogih državah, tako da niso vse institucije v glavnem mestu, kjer piše, da mora biti ravno vse v pač Ljubljani. Ker če imaš ti eno veliko ministrstvo v Ljubljani, to pomeni, da nekaj 100 ali pa 1000 ljudi se dela tam, se vozi tam tja ali pa si išče potem tudi stanovanja tam, pa potem stanovanja, pa službe za otroke in tako naprej in tako pač se ostali deli države siromašijo, krepi se pač nek center, ki pa sistem nabira tudi probleme. Tako da tukaj rešitve so in mi z tem pač z decentralizacijo mislimo resno. Zdaj ta primer teh ukradenih krav, ki si ga omenil, to so verjetno najbolj znane krave na planetu zdaj. Na srečo so že vrnjene, sem vprašanje, če bile vrnjene, če se tukaj pač nek sposoben odvetnik ne bi zavzel in stvar pripeljal do konca, kar se tiče postopkov, in če seveda tle tudi mediji ne bi odigrali dokaj pozitivne kritične vloge, ker so pač o tem poročali in tako naprej in se ni dalo kar tako pač po domače. In večina Slovenije šele ob tem primeru zvedla, da so pač nekaj mesecev prej, preden se je to zgodilo, v zakon o zaščiti živali napisali, da če se kmetu odzame živali, pa se to proda, denar od te prodaje gre nevladnim organizacijam. Zdaj, hvala Bogu, se je zgodil ta primer in zdaj se to ve in bo to vse težje, ampak dejansko je šlo to za nek inštrument, kako financirati tiste, ki po domače rečeno, takrat, kadar oni niso na oblasti, kolesarijo za to, da bi spet prišli na oblast. In se išče vse žive vire. Zdaj, ko je zdravniška stavka, je prišel na dan tudi podatek, da je samo za ta spektr tako imenovanih nevladnih organizacij, trenutno so to zelo provladne organizacije, samo ime je takšno, ki so na Metelkovi 6 v Ljubljani in se združujejo pod imenom Glas ljudstva, kar je, bom rekel, parodija sama zase, da je šlo v zadnjih 10 letih, odkar so podatki, 170 milijonov evrov, kar je več, kot je bilo v tem času iz državnih virov namenjeno za izgradnjo domov za ostarele in vrtce skupaj. Iz državnih virov, ne štejejo se občinski. In če je tukaj v dvorani kdo, ki mi zna našteti en dosežek teh tako imenovanih nevladnikov za 170 milijonov evrov, naj mi ga našteje. Nek dosežek, da so nekaj naredili, kar je se nekdo zapomnil. Za gasilce, ki so tudi nevladne organizacije, vemo, kaj so naredili. Za Karitas vemo, za Rdeči križ vemo, za Glas ljudstva pa razen tega, da so kolesarili pa širili virus v času epidemije, jaz ne vem za noben dosežek. Če ga zna pa kdo našteti, naj pa pač pove. Na ta način se pač vzdržuje neka struktura, ki pač pol na mesto strank tranzicijske levice organizira referendumske kampanje, pa volilne kampanje in tako naprej. In to brez kakršnekoli kontrole. Stranka ali zadnja lista, ki gre recimo na lokalne volitve, je podvržena strogi zakonodaji, kar se tiče financiranja, in Računsko sodišče to vse pogleda. Treba napisati poročilo, pogledajo, nam štejejo, koliko plakatov smo kje obesili, kdo je dal kako donacijo,
če so omejene, vedno najdejo kak plakat, ki mogoče ni bil številčen in je pol cel hudič. Zaradi tega in položnice za nevladne organizacije, ki pobirajo tudi javnega denarja na desetine milijonov, nobene kontrole, nobene inšpekcije, nobenega računskega sodišča, vse brez omejitev. In to je struktura, ki pač ustvarja pol tako imenovano vladavino neizvoljenih, in da bi se to nekako zakrilo, si potem daja tako ime, kot je Glas ljudstva. Glejte, Glas ljudstva, ne vem, jaz imam en Glas ljudstva, Franci ima en Glas ljudstva, vi, vsak med vami je en Glas ljudstva. Zdaj poslanci, ki so izvoljeni, smo toliko Glas ljudstva, kolikor glasov smo dobili. Jaša Jenull ni dobil na nobenih volitvah nobenega glasu. Mora biti on Glas ljudstva. On je lahko glas sebe ali pa tistega društva, ne more pa biti to Glas ljudstva, a razumete? Ampak ker jih mediji jemljajo kot resen faktor in jim delajo reklamo in Nika Kovač ima več medijskega prostora v osrednjih slovenskih medijih kot vsi poslanci Slovenske demokratske stranke, čeprav je za nas skupaj glasovalo 300.000 ljudi, smo, preko verificiran Glas ljudstva do te mere. In to izkrivlja neko sliko demokracije in seveda, zdaj temu treba dodati še to, da glavno se to v centru, v Ljubljani, se pravi, ena od teh kolateralnih škod centralizacije je tudi to, bom rekel, kvazi nevladništvo z Metelkove 6, kamor gre ogromno denarja in ki se potem v osrednjih medijih velikrat predstavlja kot avtentični glas volivcev ljudstva, baze, celo pacientov v primeru zdravniške stavke. Organizirali so stavko pacientov, zdaj ne vem, kako je to možno, če si bolan, ne vem, kako lahko stavkaš, tako da ne greš k zdravniku, mislim. To je čista norost, razumete, to je, bom rekel, logični nesmisel, ampak potem prižgete televizijo in praktično v vseh osrednjih medijih jih jemlje to kot nekaj resnega. Aha, stavkajo zdravniki, stavkajo pa tudi pacienti, pa je pol Jaša Jenull tam prvi pacient, ki govori v imenu ljudstva. Je to je seveda smešno, ampak dejansko ima pa to namen, da se zaščiti vlada. Ker ko stavka del javnega sektorja, na drugi strani ni neka nevladna organizacija. Pa tudi, če se imenuje Glas ljudstva, na drugi strani je ministrstvo, ki je za to pristojno. Vlada se mora pogajati, razumete? Zdaj pa, ne vem, zdravniki povejo svoje, potem nasprotno stran pa zastopa prvi pacient. Ne pa vlada, ki odloča o stvareh, zaradi katerih se stavka ali pa ne stavka. Strukturno je to narobe. In seveda pol se ne pride tudi, če ne sedita za isto mizo, ali pa če se ne pogovarjata, pomagar preko medijev, strani, ki sta v sporu, ampak je nekdo drug vmes, potem se tudi do rešitve ne pride. In na koncu pa dejansko pacienti, tisti bolni, nosijo posledice. Zdaj, če teh izkrivljanj ne bi bilo, marsikaj bi se tudi pod to vlado, kakšnakoli pač je, takoli drugače razrešilo, ker ne bilo več manevrskega prostora za izmikanje. Zdaj s tem tako imenovanim nevladnim sektorjem, pa z vsemi temi akcijami se pa pač ustvarja dodaten manevrski prostor in zato tudi vse to, kar na čemer se vsak dan jezimo, lahko toliko časa traja. Je pa zelo težko videti preko te dimne zavese, veliko ljudi to ne vidi, pač nekaj je na televiziji,
In ljudje si mislijo, kdo sem jaz, da bom več vedel od nekoga, ki pač tam nastopa, od nekega novinarja, ta je šolan, že mora vedeti, ne, za kva se gre in potem se pa čaka. Ne. V državah, kjer pač ni takšna situacija, je ta, bom rekel, vrvica potrpežljivosti precej krajša. Ne. Poglejte, kaj se dogaja zdaj z kmečkimi protesti v Nemčiji. Ne. So rekli, je pač dosti tega in se jih je zbralo toliko, da Nemčija doživlja resen politični pretres. Še prej se je to zgodilo in to brez tega, da bi se kaj dosvetlo pri nas na Nizozemskem, ne, kjer je ta kmečki upor praktično obrnil politično sliko. Nizozemski parlament, ki je bil prej skrajno lev, je zdaj desni. Ne, Orange. Po zadnjih volitvah precej manj tega bufferja, ne, je tam bilo, kot se je pač nabral pri nas, ne, in to financirano z našim denarjem. No, veliko je teh tako imenovanih neumnih stvari, ki se dogajajo v zdajšnji vladi oziroma težko razumljivih. Ena je tudi ta, da se v energetskem zakonu pripravlja na tak ali drugačen način prepoved kurjenja z lesom. Pejte vi k kmetu pa reči, ti imaš sicer gozd, ampak ne boš smel več kuriti z lesom. In seveda, mi smo ena najbolj gozdnatih dežel v Sloveniji in tudi naši gozdovi so pravzaprav polni gnijočega, razpadajočega lesa. Vsak žled podre drevesa. In namesto, da bi to uporabili za kurjavo, bo sedaj to onemogočeno, čeprav vemo vsi, da hitro gorenje proizvede seveda toliko in toliko CO2, nič manj pa isti les, če počasi gori, to se pravi gnije v gozdu, ravno tako. In jaz se sprašujem oziroma sprašujem tebe, kako je to možno, da se toliko čudnih sklepov, čudnih idej, čudnega odnosa do problemov nas državljanov pojavlja v tej vladi. Ja, zadnjič je dr. Žiga Turk dal precej točno oceno te vlade, ko je rekel, te vladi sta dve struji. Ena se ukvarja z ideologijo, druga pa z kšeftom. In tista, ki se ukvarja z kšeftom, je tudi sproducirala ta nov energetski zakon. Ker je vse tako nastavljeno, da bi bil tak kšeft, se pravi prodaja fotovoltaike, čim boljši. In pač del te strukture, ki se vzpostavlja, je tudi ta prepoved vgradnje pač naprav za kurjenje na trda goriva v pač objektih v starejših naseljih. Če imate hišo, ki je sred gozda, mogoče to ne bo prepovedano, ampak strnjeno naselje, ne vem, to je zdaj precej raztegnjen pojem. Zdaj no, jaz moram najprej reči, da jaz mislim, da je v Sloveniji še toliko zdrave pameti, da če ne drugače se bo na referendumu preprečilo, da ta zakon stopi veljavo, ker je, bom rekel, škodljiv in koruptiven obenem. In je tudi grožnja nacionalni varnosti. Zdaj, škodljiv je ekonomsko, ker pač v bistvu postavlja na črno listo nek energetski vir, ki ga imamo veliko. Zdaj, Slovenija, hvala Bogu, vsaj lesa ima veliko. In za velik del slovenskega podeželja je to, bom rekel, relativno cenjen način ogrevanja doma. Pa še skuha se kako kosilo, še vedno kje na štedilniku. In
zdaj to prepovedati, ne, to pač moraš biti res genij, ne, da greš v to smer. Tudi ne drži, da je, ne vem, da zaradi tega, ker kurimo na drva, ne, se grejemo ozračje, pa povzročamo podnebne spremembe, ne, to je pač poskus neke nove religije, ki bi lahko bil tema kakšne javne tribune, ker je posebej, ne, ker je okrog tega velik vprašanj. No, ampak tukaj gre tudi za vprašanje nacionalne varnosti. Ne. Glejte, nekaj mesecev nazaj je bil kibernetski napad na holding slovenskih elektrarn. Nekaj časa so to skrivali, pol se je pa le priznalo, da je pač da so neki hekeri vdrli v sistem, ga zablokirali in elektrarne v Sloveniji so se upravljale ročno, a ne, nekaj časa. Zdaj nekoč bomo verjetno zvedli, ne, ali je kdo kaj plačal, ne, da so odblokirali, ne. Ampak predstavljate si, da je, pa ni nujno, da smo mi glavna tarča, predstavljate si, da je, bodisi zaradi situacije v Ukrajini ali česa drugega, evropsko energetsko omrežje tarča žrtev kibernetskega napada, ki ga izvede ne neka hekerska druščina, ampak država, ki ima močne kapacitete, močne kibernetske kapacitete za tak napad. Pa naenkrat ni elektrike. Kar pomeni, da tudi kotlovnice ne delujejo, prenosi ne deluje, 1000 stvari, ne, ker danes smo pač bolj kot digitalno smo električna družba, pa so temperature takšne, kot so zdaj, ne, pod nulo, ne, pa nimaš nobene rezervne možnosti za ogrevanje. Ne. Zdaj, kakšna katastrofa bi to bila, pa da to traja nekaj časa. Ne. Ali pa, in danes je to žal možno, ne, vojna na evropskih tleh se dogaja, tako res sprenevedati se, da eskalacije ne more prti, je pač nespametno. Obstajajo orožja, ki povzročijo elektromagnetni udar, kar po domače rečeno pomeni, da vam skori vse čipe v vseh napravah. Ne. Takrat ne samo, da nimate elektrike, ne, tudi nimate telefona, avtomobili ne vozijo, razen če imate kakšnega tam iz 50 let prejšnjega stoletja, kakšen star traktor še mogoče, vse, kar je na čipe, praktično ne obstaja več. Ne. In je zima, gledajte, zdaj kaj bi delovalo, ne. Peč bi lahko zakurili, ne, pa se ogreli, pa kaj skuhali, nič drugega ne bi bilo, a ne. Plin, kakor ga imate v kakšni jeklenki, ki je. Preden se to nazaj postavi, ne, minejo leta. Zdaj prepovedati ne samo kurjenje, ok, se če je v neko mesto onesnaženo, se da prepovedati kurjenje, če imaš na trda goriva, če imaš še nek dodaten vir. Ne. Ampak to, da pa ti prepoveš, ne, instalacijo peči, pa projektiranje dimnikov v večstanovanjske zgradbe, to je pa ogrožanje nacionalne varnosti. Zdaj, ko se tako pogovarjamo, kdo pravi, ja, pa sej to bo šele zakon, pa to bo samo za novogradnje in tako dalje. Lejte, v 10 letih se veliko tega zgradi, ne. Lahko prije od tega čez 10 let, ste 100 000 ljudi imeli, ne, v bistvu v situaciji, ko bodo zmrznili. Če prije do česa takšnega. Tako da to niso, mislim, to zaradi kšefta, ne, zaradi interesov nekoga, ki želi pač delati biznis, ne, na sončnih elektrarnah, pa na prodaji sončnih panelov, pa fotovoltaiki in preprodaji, pa kšeftanju z električno energijo, ki ima sam takšno firmo, ne, ki je celo neposredni lastnik ene takšne firme. A ne. Mislim, to beseda korupcija preblaga, ne, za takšen opis. Ne. Ampak stvar je tako absurdna in jaz mislim, da je vsak razume, ne, da jaz mislim, da se bo to norost dalo, bodi si že v tem predhodnem postopku, vrči zakona, bodi si
tako norost ustaviti z referendumom. Ne. Tako da, če treba, že zdaj ne, se priporočamo za podpise in potem za glasovanje. Ne. Jaz moram reči, da sem dolg politiki, veliko stvari sem slišal in videl in doživel in veliko nespametnih zakonov, ne, videl, ki so jih takšne in drugačne vlade pošiljale v slovenski parlament. Zdaj, take norosti pa še ni bilo. No. Še eno vprašanje bi, če dovoliš, postavil, namreč pred nekaj časa se je začela sprememba ustave v državnem zboru oziroma predlog za spremembo ustave in sicer prav glede volitev. V lanskem letu pa smo se srečali z Alejandrom Penja, torej ta iz Južne Amerike, ki nam je veliko govoril in tudi odpiral oči na nek način, kako pravzaprav se ustvarjajo volilne prevare in tisti, ki ima ves mehanizem v rokah, lahko privede volitve pač sebi všečno. Ali so te spremembe ustave glede volilne zakonodaje sedaj že pred iztekom oziroma bi nam kot član državnega zbora lahko nekoliko osvetlil, s tem si se že veliko ukvarjal? Ja, sej, mogoče je to morali že prej omeniti, ko smo govorili o centralizaciji pa decentralizaciji. Zdaj, volilni sistem je seveda element, s katerim ti lahko centralizacijo povečaš ali pa zmanjšaš. In to, kar je zdaj predlagano, gre v smer povečanja centralizacije, kajti ne samo osrednje, ampak tudi regionalne. Kajti predlagana je sprememba volilnega sistema, katere bistvo je ukinitev volilnih okrajev. Slovenija ima pač ustavo zapisan dokaj nenavaden, da nam rekel izkrivljen proporcionalni volilni sistem. Mi nikoli nismo bili z njim zadovoljni, smo tudi zbrali podpise, zmagali na referendumu že v davnih 90-ih letih za dvokrožni večinski volilni sistem, ki bi iz vsakega okraja zanesljivo v državni zbor pripeljal enega poslanca in ta bi bil neposredno izvoljen. Moral dobiti tako kot župan absolutno večino. In bi bila kvaliteta parlamenta precej boljša, imeli bi politično stabilnost, pa vsi deli države bili enakomerno zastopani. Ker je takrat, ko je pač Ljudska stranka podprla ta sistem, vseeno vedela, da pač prihajajo njeni poslanci bolj s podeželja, so vse naredili nek kompromis, tako da imamo volilne okraje, 88 volilnih okrajev, kjer lahko vsaka lista oziroma stranka kandidira enega. Seveda se na koncu glasovi delijo proporcionalno in se zgodi, da iz enega okraja sta po dva, iz enega nobeden, ampak v glavnem to še vseeno deluje. Recimo 80% okrajev vseeno potem ima svojega poslanca. Zdaj pa predlaga, da se še to ukine in da se poslance voli iz list po volilnih enotah. Imamo 8 volilnih enot, vi ste v 8. volilni enoti, zadnji. In ljudje bi pač dobili listo 11 v vsaki volilni enoti in bi potem z preferenco izbirali, kdo iz te liste, od katere stranke bo dobil največ glasov. Kar se zdi fajn, tako volimo evropske poslance, ampak evropske poslance volimo v celi državi in je cela država ena volilna enota in pač evropski poslanci so zastopniki vseh, Slovenije v Bruslju.
Tukaj gre pa za slovenski parlament in ni vseeno, ali pač tisti, ki sedijo v slovenskem parlamentu, so samo iz Ljubljane pa iz parih regionalnih centrov ali so iz cele države. In če bodo uspeli z tem sistemom, zdaj z ukinitvijo volilnih okrajev, seveda vsaka stranka na liste dajala ljudi, ki so iz večjih krajev, razumete, ki so bolj znani. Ne? In tisti bodo avtomatsko dobili večje število preferenčnih glasov, a veste. Nikoli nekdo, ki je znan v Celju, ne? Ki ima 70 000 prebivalcev, ne more dobiti manj preferenčnih glasov, kot nekdo, ki je znan v Mozirju, ki ima 12 000 prebivalcev. Ne? Razumete? Skratka, predlaga volilni sistem, ki bo slovensko podeželje praktično parih mandatih, ne takoj, ker zdaj bodo kandidirali še poslanci, ki so vendarle znani, pa je to lažje, ampak časoma slovenskega podeželja ne bo več v slovenskem parlamentu, če bo to izglasovano. Ne. Se pravi, dodatna centralizacija. In tukaj je seveda potrebna dvotretjinska večina, ker je to zdaj v ustavi. Te koalicije nima, je pa Nova Slovenija seveda tukaj pristopila in so dali podpise za spremembo, tako da imajo dovolj glasov. Ne. Jaz upam, da bo koga še srečala pamet, pa da do tega vendarle ne bo prišlo, je pa to, bom rekel, dejanski napad ne samo na slovensko podeželje, ampak tudi na bistvo demokracije. Ne. Bistvo demokracije je, da je približno enako število volivcev, ima približno enako zastopstvo v predstavniškem telesu, v parlamentu oziroma v Sloveniji v državnem zboru. Ne. In bolj se stvari centralizirajo, ne, lažje jih je pol tudi obvladovati. Ne. In seveda oblast, kakršno imamo, ali pa tranzicijska levica v Sloveniji je pač, rekel, zgodovinsko nagnjena k obvladovanju, monopolu in ti ukrepi, ki se sprejemajo, gredo pač v to smer. Ne. Sej, nažalost pa to ni edina sprememba ustave, ki je predlagana. Predlagano je tudi, da ne bi več parlament imenoval sodnikov, ne, ampak kar sodniki sami, ne, sebe, pa bi pol predsednica države to sam podpisala, ne, sodniki sodijo v imenu ljudstva, ne, in je prav, da pač se jih izvoli v parlamentu, kjer so dejansko predstavniki ljudstva, ne. Zdaj pa predlog, da se jih v bistvu imenuje v sodnem svetu. To je pa organ, ker imajo sodniki sami večino v njem. Ne. Predsednica države pa samo podpiše in to po postopku, ki ni javen. Ne. Saj zdaj v parlamentu je bilo tudi veliko imenovanj, ki so bila neustrezna, kar se je kasneje izkazalo celo pri nekaterih zelo znanih sodniških imenih, pol izkazalo, da niti diplome nimajo. A ne. Ampak je bil to nek postopek, ker se je dalo razpravljati, ne, se je dalo vsaj povedati, se je vedlo. Ne, pa ker je bil javen postopek, mogoče kdo ni bil predlagan glih zato, ker se je bal, da bo postopek javen. Ne. Zdaj pa nič od tega ne bo. Ne. V Uradnem listu boste prebrali, kdo je sodnik, kdo je predsednik Vrhovnega sodišča. Ne. Ljudstvo, v imenu katerega se sodi, ne bo vedlo, ne, kdo je postavljen na mesto, ki sodi. Ne. To je mogoče še bolj, kratkoročno še bolj drastična zadeva, ki se predlaga v okviru tega sklopa ustavnih sprememb. In pol je še ena, tudi v napačno smer. Predlagano je, da ustavno sodišče samo, se pravi, da ustavni sodniki sami izbirajo, o kateri stvari bodo odločali in o kateri ne bodo. Se pravi, daje se jim diskrecijska pravica. Ne. Zdaj, ko izčrpaš še druge pravne možnosti, se lahko pritožiš na ustavno sodišče. In če imaš pravni interes, oni morajo to pritožbo obravnavati. Zdaj pa se predlaga, da bodo oni sami lahko presodili, ali bodo eno zadevo obravnavali, ali jo ne bodo.
In pol Francelj se je pritožil, pa bodo obravnavali, Jože se je pritožil, podobni zadevi pa ne bodo obravnavali. Jaz tudi upam, da tudi to ne bo šlo skozi, ampak tudi tukaj Nova Slovenija pač dala podpise za začetek postopka. Zdaj, če recimo ta koalicija spravi samo te 3 ustavne spremembe skozi, potem bomo imeli velike težave v nadaljevanju. In časih, ko se takole pogovarjamo, pa so vsi nezadovoljni, ta vlada je nesposobna, nič ne naredijo, koalicija ni izpeljala nobene reforme. Glejte, v bistvu se oni s tem sploh ne ukvarjajo. Ukvarjajo se k šeftom, to smo prej govorili, in z ideologijo, to je pa to. Ustavne spremembe so del tega. Tukaj pa se kar trudijo. In bo velika škoda. Tako da ne pozabi tega, da je ta koalicija deloma vendarle uspešna, ampak močno v napačno smer. Da neke stvari se dogajajo. Ampak je to daleč, pač ljudje se ukvarjamo z položnicami, življenje se draži, govorijo nam, da je košarica živil vsak mesec cenejša, mi vidimo, da ni, pa se zaradi tega razburjamo. Potekajo pa neke stvari tam zadaj, ki se nam zdijo oddaljene, ustava, kaj je to, kdo sem jaz, da on to razumel, ampak ima to zelo praktične posledice. Tako da bodite malo pozorni tudi na te zadeve. No, ob tej vladi smo že od vsega začetka veliko slišali o čiščenju janšistov. A si tudi ti janšist? Vprašam. Zdaj, preden ti na to odgovorim, mogoče sem mal, da spomnim, kako se to, ki je to danes aktualno, kako se je to zataknilo v grlu, to čiščenje. Danes je ta famozna komisija za preprečevanje korupcije dala ven sporočilo, da bo ustavila postopek ali zamrznila postopek zoper predsednika vlade, češ da je tam že zdaj tudi na tožilstvu nekaj, pa jaz nisem čisto zastopil tisto, kar so napisali, ker je nelogično. Skratka, pač ustavili bodo to preiskavo zaradi zlorabe položaja, ki je bil prijavljen od lastne ministrice za notranje zadeve, bivše Bobnarjeve, da je pač ravnal, da je zlorabil položaj, ker je pač naročil, da se policijo očisti janšistov. Tukaj se je treba spomniti, da zdaj, ko smo slišali tam na teh komisijah, pa čez strani, da ko je Robert Golob naročil ministrici za notranje zadeve, da policijo čisti janšiste, ona je rekla, razumem. Pa šef policije je tudi rekel, razumem, se niste nič uprla. Zdaj, uprla sta se potem, ko se niso sporazumeli okrog tega, kdo je janšist. Ker on je zahteval pol tudi zamenjave nekaterih, za kjer sta pa ona rekla, pa ni janšist. Mislim, kaj pa je kriterij? Razumete? A ga daš na vago, pa ga zvagaš, pa vidiš, mislim, kaj je kriterij? Pol so eni rekli, vsi, ki so bili zaposleni v času prejšnje vlade, ali pa ki so takrat napredovali. Zdaj, problem v policiji je, da je to struktura, ki je v glavnem leva, nakadrovana v času levih vlad, pa še, rekel, malo po takšnih in drugačnih vezah in tako naprej. Da je v policiji tudi v našem mandatu kakih janšistov ni bilo. Tisti, ki so napredovali, so bili tak že prej tam. Ker je tudi zakon tak, da moraš imeti takšne in takšne pogoje in vse naprej. In seveda pol verjetno predsedniku vlade določeni ljudje, ki bi morali mogoče najti tisto famozno osebo, ki je odprla račun v Romuniji v njegovem imenu,
zadevo preiskujejo, pa se je mogoče zdelo, da ni glih to ta prav, ne. Pa je bil janšist, ne. Notranja ministrica je pa mogoče tisto osebo poznala že 30 let, pa se je zdelo, da ni, ne. Pa sta se pač sprla, ne, in še na tej točki je pol nastal problem, ne, še na tej točki se je ona uprla, pa šef policije, in je šla prijava na KPK in tako naprej, ne. Zdaj, zakaj je nastala ta skovanka? Ta skovanka je nastala zaradi tega, ker pač tranzicijska levica v Sloveniji vlada z špetirom, z delitvijo, z izključevanjem. Vedno. Se pravi, kadar imamo mi vlado, ponujamo sodelovanje, jemljemo v koalicijo tudi leve stranke, zadnja vlada je bila sploh Desus, pa SMC pač nista desno-sredinski stranki bile, a ne. Je treba priznati obema predsednikoma takrat, da so šli v koalicijo zato, da smo reševali državo, ki je bila nepripravljena na pandemijo in tako dalje, ampak ravno zato, ker sta ti dve stranki ali pa njuni vodstvi, ker sta šli preko te črte, ne, ker nista več kot glavni politični kredo, kot glavni moto vzeli to izključevanje, ne, pa z vami pa ne gremo v koalicijo, so jih uničili, ne. Danes praktično ne obstaja ne Desus, ne SMC. Ravno zaradi tega. Namesto da bili nagrajeni, zato ker so bili sposobni sodelovati, so bili kaznovani. V prejšnjem mandatu so se osrednji mediji in ta propagandni stroj, pa politkolisari, pa to, se niso najbolj spravili na Slovensko demokratsko stranko, ker je pač premočna, da se jo uniči, spravili so se so rekli na izdajalce, ker so šli v desno vlado. Noben se ni vprašal, kakšna cena v življenjih bi bila plačana, če bi šli marca leta 2020 v volilno kampanjo in bi imeli novo vlado šele enkrat jeseni. Nismo imeli praktično ene maske v skladiščih, popolnoma nepripravljeni na epidemije. Slovenija bi bila hujše od Bergama. In namesto, da bi bili tisti, ki so pač šli preko tega izključevalnega mota, v sodelovanje nagrajeni so bili kaznovani. In danes imate ministra za gospodarstvo, nekdanjega predsednika stranke Modernega centra, ki je šel takrat v koalicijo z nami, ki je v sodnem postopku. On ima obtožnico, češ da je neke tele pač zaščitno opremo kupoval, ne da bi upošteval vse tele postopke javnega naročanja. Paste, ne. V času pandemije, ker pač z javnim naročanjem niste mogli dobiti nič. Nam so kradli zaščitno opremo s tovornjakov, ki smo jo pripeljali z Kitajske v Amsterdam, v sredi Evropske unije, ki je takrat praktično razpadla. On bi moral izpeljati vse postopke, en mesec čakaš, pa pritožba, pa državna revizijska komisija in tako naprej. Zdaj, ko so kupovali to stavbo na Litijski, so pa podpisali pogodbo, danes jutri so jo pa plačali. Nobene cenitve niso naredili, nobene cenitve, niti pogledati niso šli. Kdo sem jaz, je rekla ministrica, da bom merila z metrom tisto stavbo. Mislim, če bi kupovali dejansko za 8 milijonov neko poslovno zgradbo za sodstvo, če bi kdorkoli to predlagal v času našega mandata, jaz osebno bi šel gledati to. Tudi zaradi tega, ker Slovenija ima že 25 let rezervirano zemljišče za tako imenovano sodno palačo, kjer bi se združila vsa ta sodišča, ki so v Ljubljani na različnih lokacijah, za Bežigradom, tam, kjer je bila bivša kasarna Ljuba Šercerja, to smo rezervirali že leta 1992, tam je gradbena jama, na elitni lokaciji v Ljubljani,
in namesto, da bi se tam gradilo, se najema razne poslovne prostore od raznih prvorazrednih najemodajalcev in kupuje takšne potem propadle stavbe za gromozansko ceno, zato da nekdo zasluži. V 25 letih se je dalo za te najeme, pa še ta nakup dodamo, bistveno več denarja, kot bi tista nova zgradba stala. Ampak če greste na Ajpes, pa pogledate, kdo je tisti, ki oddaja poslovne prostore sodiščem, pa to boste tam našli, rekel, zveneča odvetniška imena, našli boste sorodnike od šefov sodišč in tako dalje. Zato bi še osebno pogledal, če bi en minister predlagal, da se nekaj takega kupi za 8 milijonov. To je zelo velik denarja. No pa da bo zadeva še bolj tragikomična, predhodnik sedanje ministrice za pravosodje, Švarc Pipanove, Dikaučič, ki je bil minister sem dobrega pol leta, v prejšnji vladi, je nekje v Celju ali v Mariboru za tisto lokalno sodišče nabavil neko stavbo od ali nekega drugega ministrstva ali od pošte, ne spomnim se točno, skratka od državne institucije. In se je samo prenakazalo iz enega proračuna na drugi. Sedanja ministrica ga je ovadila in je v kazenskem postopku zaradi tiste transakcije, ki je bila izvedena po vseh pravilih in ne od privatnega lastnika, ampak od državne institucije in je še vedno v postopku. Jaz sem to že pozabil, zadnjič sem ga videl na neki dobrodelni prireditvi, pa me je to spomnil. Torej, dvojna merila, dvojni kriteriji in dejansko nas imajo malo za norca že v tem mandatu. Tako da me zelo veseli, da nas je toliko tej dvorani, da se lahko o teh stvareh odkrito pogovarjamo. To je vedno prvi znak, da spremembe prihajajo. No. Kar se čiščenja janšistov tiče, sem hotel še to vprašati. Zakaj se nas tako bojijo? No, prvič, jaz ne vem, če je to res, ker zdaj, ko tisti prvi vladi, Demosovi vladi, je tekla beseda o tem, kako zagotoviti, da bo pač potem, ko smo dobili samostojno državo, da bo izvedena neka tranzicija, tako da nova država ne bo samo sprememba nazivov na pisarnah, ampak da se bo tudi strukturno kaj spremenilo. Pa mislim, da je takrat znani minister Dimitrij Rupel rekel, jaz sem pesimista. Zdaj, ko so komunisti na vladi, takrat izvedejo čistke, naredijo vse za to, da jih na oblasti nihče ne bi ogrožal, se ne ustavijo pred ničemer. Če pa zgubijo oblasti in so demokrati na oblasti, so pa vedno vključujoči, pač odprti, usmerjeni v prihodnost, ne gledajo nazaj, ne izvedejo nobene resne tranzicije. Nekateri se samo malo potuhnejo in pol pač spet pridejo nazaj. Tako da jaz mislim, da ni nekega velikega strahu, da bi se komorkoli kaj zgodilo. Strah je pa pač pred izgubo privilegijev.
to pa je strah, ne, kaj ti, zdaj, če misliš strah pred Slovensko demokratsko stranko. Slovenska demokratska stranka je pač roko na srce, zdaj to bo kdo vzel kot samohvalo, ne, ampak lahko itak bo odprta razprava, lahko kdorkoli ugovarja. V tem trenutku ima samo Slovenska demokratska stranka strukturo, ekipo izkušenih ljudi, ki lahko jutri prevzame vlado in dela dobro za državo. Brez tega, da bi se morali ljudje 100 let učiti pa delati eksperimente in tako naprej. Naš strokovni svet v tem trenutku sestavljajo ali ljudje, ki so že bili ministri, ali ljudje, ki so bili državni sekretarji, ki imajo izkušnje, ki vedo, ki so tudi dokazali, da znajo. Tako da mi smo alternativa temu kar je. Ker to, ko se govori, pa bo neka lista, pa bo zmagala, pa to, gledajte, neka lista brez strukture lahko tudi zmaga, ste zdaj videli. Pa je pa treba delati, zdaj obljubljati je enostavno. Realna alternativa, to pa je pač nekaj drugega. Povejte mi stranko, ki lahko danes postavi vlado iz ljudi, za katere se ve, da so sposobni pač nekaj narediti. Tako z tega vidika smo mi grožnja, rekel, tej korupciji in klientelizmu, ki pa zdaj vlada in pač tej strukturi novih obrazov in seveda tudi glede na to, da so propagandno močni strele, pač letijo v nas. Ampak to ni prvič in seveda po vsaki taki bitki, po vsakem takem viharju smo močnejši. Hvala. Sedaj pa seveda je navada, da imate vi besedo. Mislim, da lahko dvignete roko in tam vas mikrofon že čaka. A so bila predolga? Aha, ja. Zdaj, če ne dela mikrofon, lahko enega posodva. Blaž sem. Gospod Janša, nam lahko poveste, s čim ste se vi Toninu tako zamerili, da vam je odrekel podporo v bodoči morebitni vladi in je rekel, da z vami več ne bo šel v vlado. Nam lahko to poveste, kaj je razlog temu? Nisem slišal, mislite na gospoda Tonina? Tonina. Aha. Lejte, tukaj ne gre za zamero, tukaj gre za kšefta, zdaj. Mislim, če ti pokritiziraš nas, alternativo mene, še posebej, se ti medijski prostor odpre. Zdaj, za predsednika ene majhne stranke je to pomembna stvar. Zdaj, čim je to rekel, je bil na vseh omizjih, intervjuji, 10-krat več medijskega prostora, predsednik stranke, ki ima, 7, 8 poslancev, kot mi, ki imamo 27 poslancev. Pa za nagrado so dobili obe nadzorni komisiji. Nova Slovenija z 8 poslanci ima v državnem zboru več vodstvenih položajev kot Slovenska demokratska stranka z 27 poslanci. Kljub temu, da poslovnik pravi, da glede na moč poslanske skupine se pač delijo te vodstvene pozicije. Vedno ta boljše seveda pobere vladna koalicija, ampak številčno pa mora biti to razen, ko gre za Novo Slovenijo. Skratka, šlo je za kšeft in to ne prvič, če se spomnite, ko je bila predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak, je isto rekla. Pa se je potem bližale volitve, pa so isti ljudje, ki so ji sugerirali, naj to reče,
se je potem zamenjal. Je pa šel gospod Tonin in njegova usoda bo enaka. Kajti Nova Slovenija, zdaj moram to reči, Nova Slovenija je nastala leta 2000 iz odpora proti glasovanju takrat združene SLS-SKD za ustavne spremembe, kjer so povozili rezultat referenduma o večinskem volilnem sistemu in zapisali proporcionalni volilni sistem v ustavo. To je takrat ta združena SLS-SKD podprla predlog Mirana Potrča in povozila referendumsko voljo. Andrej Bajuk, ki je bil predsednik te stranke, se s tem ni strinjal, je pač ustanovil Novo Slovenijo. Na volitvah, ki so sledile, mislim, da v parih mesecih, je stranka gospoda Bajuka in gospoda Peterleta takrat dobila skoraj 10%. Ta združena SLS-SKD, ki je imela prej 30 poslancev, je pa padla na 7. Pa zgubila opcije veliko voljivcev, ki so bili razočarani, pa niso glasovali ne za enega, ne za drugega. Se pravi, Nova Slovenija je v bistvu nastala iz odpora proti kupčkanju, političnemu, iz načelnosti in je velika škoda, to, kar se zdaj dogaja, kajti po smrti dr. Bajuka je to šlo malo v krivo smer. Gospod Peterle zdaj mislim, da obuja neko SKD varianto, vso srečo. Skuša to malo popravljati, ampak mislim, da nima nobene funkcije več v tej stranki. In seveda stvar je tam pač pripeljana v te vode tudi na ta način, da je Nova Slovenija stranka, ker generalni sekretar menja predsednike. Zdaj v ostalih strankah je predsednik tisti, ki predlaga generalnega sekretarja stranke. V Novi Sloveniji je pa obratno. Tako da tak šeft bo trajal, mogoče do evropskih volitev, potem pa bo tam prišel nekdo, za katerega bodo volivci in Nova Slovenija ima pač nekaj, že zaradi svojega imena, pač nekaj odstotkov trdne volilne baze, verjetno še verjeli, da se stvar giblje v pravi smeri. Če bi bile, pač to so vedno špekulacije, ampak če bi bile naslednjo nedeljo volitve, Nova Slovenija zelo težko prestopi parlamentarni prag. Z tem vodstvom in za to strukturo in z to podporo ustavnim spremembam in z pač ukradenimi nadzornimi telesi v državnemu zboru in z podpisi za preiskovalno komisijo za GEN-I. Mi smo izmenjeni maja leta 2022 za to preiskovalno komisijo. V bistvu je tekst nastal v sodelovanju, potem pa so se oni zdilali za Svobodo in teh podpisov še vedno ni. Če je bila pa preiskovalna komisija za GEN-I ustanovljena pač v začetku poletja leta 2022, te vlade danes ne bilo. Koalicija mogoče še vedno obstajala, ampak bila druga vlada, jaz vseeno upam, da boljša. Ker tam so stvari takšne, da jih ni možno braniti, ampak pač rabiš inštrument, da se zadeve dokažejo in namesto, da bi mi ustanovili to preiskovalno komisijo, rabimo pa 30 podpisov, mi smo za 3 podpise prekratki, je vladna koalicija ustanovila preiskovalne komisije proti nam. Ko si na vladi, imaš druge inštrumente, si odgovoren, da pač preiskuješ vse in tako naprej, ne rabiš parlamentarne preiskovalne komisije, to je orodje opozicije. Ampak opozicija v Sloveniji je trenutno 27 poslancev SDS in 8 poslancev Nove Slovenije, 30 poslancev pa rabi za ustanovitev preiskovalne komisije in pač je ni. Tako da mi se ne sekiramo zaradi te izjave, veste.
nikoli nas Nova Slovenija ni povabila v vlado, vedno smo mi njih. Ne. Naprej. Dober večer, Štefan sem. Jaz bi vam rad sprašal za migrantsko politiko našo. Kje bo Slovenija za 5 let, če bo takšnim pritisk migrantov v Sloveniji? Na Slovence več ne bo, nažalost. Malo se razmislim o tem. Ja, zdaj, to je še eno od zadev, kjer je vse narobe, a ne? Ker je vse narobe. Da je število ugotovljenih, ne, ilegalnih prehodov meje, ne, vstopov v Slovenijo, ilegalnih vstopov v Slovenijo, v lanskem letu je bilo 3,5–4-krat večje kot v našem mandatu, a ne? Zakaj? Te zunanje okoliščine se niso toliko spremenile, spremenila se je pa slovenska politika. Ne. 2 stvari so se zgodile, ki jih pač tisti, ki želijo ilegalno v Slovenijo ali pa v Evropo, razumejo kot vabilo. Ne. Zdaj, prva taka stvar je to, da je ta vlada rekla, porušili bomo ograjo. Zdaj, lahko mi debatiramo, zdaj, koliko ograja pomaga ali pa ne, malo že pomaga, sicer ograja ne imelo okoli hiš, ne, malo že pomaga. Ne. Ključno pa je, da recimo v Bosni je nekaj velikih teh migrantskih centrov. Ne. Bosna, ki jo mi tako rekel, radodarno vabimo Evropsko unijo, je odpravila vizume na vstop v državo iz rekel, številnih muslimanskih držav, za katere Evropska unija seveda še vedno ima seveda vizumsko politiko in tako naprej. In seveda, ker je to seveda tudi biznis, ne, v Sarajevo pristajajo letala z ljudmi, ki potem gredo v te zbirne migrantske centre in čakajo na primeren trenutek za pač pot naprej na Hrvaško, Slovenijo in zaenkrat, hvala Bogu, v glavnem še naprej v Evropo, ampak ne, vse več jih ostaja tukaj. No, hočem to reči. Ko je slovenska vlada rekla, podrli bomo ograjo, ne, seveda, to je bila vroča novica v teh migrantskih centrih v Bosni. Kako mislite, da so oni razumeli to sporočilo? Kot faktor odvračanja ali kot vabilo? Je valjda, razumeli so ga kot, zdaj bo še lažje, ne? Zdaj druga takšna stvar, ki je bila razumljena kot vabilo, je bila izjava predsednika vlade Roberta Goloba jeseni v Španiji. Tam je bil pač nek sestanek Evropske politične skupnosti in obravnavali so problem ilegalnih migracij in on je tam rekel, ne samo za slovenske novinarje, čeprav običajno nima prav veliko kamer pred sabo, ampak ne, to se prenaša po tem sistemu Evropskega sveta in imajo vsi novinarji, ki pač pokrivajo Bruselj in teh je nekaj tisoč, to v živo, ne. On je tam rekel, ko so ga vprašali, kako bi vi reševali problem ilegalnih migracij, on je rekel, edina rešitev za ta problem je ta, da ilegalne migracije naredimo za legalne. Veste, to je glih tako, kot da bi, ne vem, nekoga vprašali, kako ste pa vi rešili velik problem velikega porasta kriminalnih dejanj v Murski Soboti, pa bi rekel župan, edini način, da to rešimo, je to, da ta kazniva dejanja naredimo za legalna. Veste, mislim. Kako mislite, da so v teh migrantskih centrih, ne samo v Bosni, ampak rekel, širom Afrike, ne, kjer se je to tako ali drugače omenilo, na srečo nismo ravno največja država, ne, da bi to tako odmevalo, kot je tisto vabilo
kanclerke Merklove leta 2015, a ne, ko je rekla, sej azilnega sistema v teh razmerah ne moramo upoštevati in seveda vsi so razumeli, da jih Nemčija vabi. A ne. Zdaj so to isto razumeli, kot da Slovenija pač, ker je to rekel predsednik vlade, ne bo delala problemov. A ne. Če je isto, ali priješ legalno s potnim listom, pa z vizo, ali ilegalno, mislim, zakaj bi se sploh trudil. In je to pač pripeljalo do situacije, ko smo imeli, zdaj sicer malo vreme to ustavilo, ampak jeseni smo imeli večino vikendov, številke ujetih, registriranih, ilegalnih prehodov, ki so šle preko 1200, en sam vikend. S tem, da morate vedeti, da je najmanj 3-krat toliko teh, ki gredo mimo, ki se ne javijo prvi patrulji, pa ker rabijo prevoz do azilnega doma, ampak imajo kakšne druge veze. In gredo naprej, zdaj jih vse več držav vrača nazaj. Pa tudi ti, ki jih mi registriramo, pa se pol malo odpočijejo v teh azilnih centrih, čakajo, sprožijo postopek za azil, čakajo na odobritev, a ne. Pa vmes dobijo kako možnost za pot naprej, pa v Italijo, pa jih tam ujamejo. Oni so vnešeni v sistem. Oni vedo, da smo jih mi že registrirali in ga pošljajo nazaj. In to pač kroži. In danes so azilni domovi v Sloveniji ne polni, ampak so natrpani in vlada išče lokacijo okoli. Išče lokacijo okoli po Sloveniji in tako da bodite malo pozorni. Pa vprašajte malo župana, svoje župane, ker ko to enkrat pride, ostane. To se je treba zavedati. Zdaj ilegalne migracije seveda niso legalne migracije. Zdaj ko je Italija pod to novo vlado uvedla kontrolo na meji, so naši geniji rekli, bomo mi to isto naredili. In zdaj imate kontrolo na meji s Hrvaško. In kontrolirajo tiste, ki imajo papirje. Če pride kdo, ki nima tega, pa samo reče azil in ga pelajo v Ljubljano. Dobi nastanitev, žepnino, postopek, svobodno se lahko giblje, počaka, če ima kakšne veze, itak gre pol naprej, sicer pa čaka na odobritev azila. Če dobi azil, super, Slovenija zagotavlja vse živo. Kar se tega tiče, zelo malih dela. Delajo tisti, ki pridejo z Ukrajine, tisti, ki pridejo z Afganistana, v glavnem ne delajo. To je treba vedeti. Zdaj, če greste po slovenskih domovih za starejše, boste tam videli veliko negovalk iz Ukrajine, pa nobenega iz Pakistana ali pa iz Afganistana. Zelo velika razlika je tukaj. In če potem vidi, da mogoče pa v Sloveniji ne bo dobil azila, pa seveda gre naprej. Pa ga v Italiji dobijo, pošlje nazaj, ga v Avstriji dobijo, pošlje nazaj. Veste, koliko administracije samo, koliko to stane samo za pač to upravljanje, poleg tega je neto strošek, bruto strošek ilegalnega migranta v Sloveniji po izračunu računskega sodišča iz leta 2018 je skoraj 2000 evrov. Seveda ne dobi on 2000 evrov, ampak vse to. Tako da in ukinili so urad za demografijo in premestili ljudi in denar na migracije. Zdaj, migracije so vedno bile, legalne in ilegalne, ampak tega, kar se zdaj dogaja v modernih časih, še ni bilo. In ta pritisk bo vse večji in dejansko tudi Evropa zatavala, zdaj se sicer zbuja. Ti zadnji akti
iz tega azilnega pakta so več ali manj dobri. Tle samo ena rešitev, zunanje meje je potrebno zavarovati, striktno upoštevati načelo, da če nekdo res preganjen v svoji državi, absolutno zasluži azil, ampak za azil lahko zaprosi v prvi varni državi. Tako kot je preko desetletja veljalo, ne pa kjerkoli. In tem, ki so bolj na udaru, je pač treba pomagati, pa ne tako, da pač od njih sprejemaš migrante, ampak da jim pomagaš, da varujejo svojo mejo, zunanjo mejo. In Evropa ima dovolj kapacitet, da to naredi, vendar se to ne dela, zato ker imajo levičarske stranke v Evropi v svojih programih, da je dotok migracij iz drugega civilizacijskega okolja nekaj, kar pač razgrajuje tradicionalno okolje in povečuje njihove volilne glasove. In če greste danes po zahodni Evropi, po Nemčiji recimo, po mestih, bodite malo pozorni, sedeži levičarskih strank, recimo v Nemčiji SDP-ja, so v predeljih, ki niso nemški, ker vidite turške napise pa arabske napise na stavbah. Tako da ta getoizacija in počasno prevzemanje pobude se je marsikje že zgodila in mi smo tudi, bom rekel, zdaj zelo na udaru. Tako da tukaj je pač treba striktno izvajati politiko, sprejemamo tiste, ki jih povabimo. Ne pa tistega, ki sam hoče prt, pa ni povabljen. To je pač neko osnovno načelo. Tudi svojo hišo ne boste vzeli vsakega, ki pride, pa hoče se tja nastaniti, ampak nekoga, ki ga povabite. Z državo je isto. In če tudi to je treba povedati. Mislim, da je zelo važno in bodite pozorni na to. Obstajajo begunci in obstajajo migranti. Migranti so legalni, se pravi nekdo, ki pride delati, si pridobi delovno vizo in tako naprej, to je pač legalen migrant. Mi jih imamo v Sloveniji trenutno več 10,000. In so ilegalni migranti, to so tisti, ki pridejo in so nepovabljeni, niso begunci, niso ogroženi doma, ne prihajajo z držav, kjer je vojna. In ta kategorija nevarna. To niso družine z otroki, ki bežijo. Zdaj, ko pogledate, to so mladi moški, vsi za boj sposobni. Mnogi s kriminalno preteklostjo doma. Nekateri tudi, ki so doma pač pustili v težavah svoje družine in okolje in skušajo poskrbeti predvsem zase. In danes je v slovenskih zaporih več kot polovica zapornikov zaradi težkih klasičnih kriminalnih dejanj tujcev, migrantov. Več kot polovica. Ampak o tem se ne sme govoriti, nimate, to je rasizem, fašizem za levičarje. Dejstvo pa je, da je to prekomerno varnostno tveganje in zdaj, če kdo ne verjame, naj se sprehodi po Viču v Ljubljani zvečer, če se upa. Šele zdaj, ko je ta dom na Viču v Ljubljani toliko poln in je dejansko zaradi različnih razlogov očitno tam v varnostnem smislu struktura precej tvegana. In so se ti pohodi začeli tudi izven tja do Rožne doline, ker je ljubljanska elita. Da je to malo večja pozornost na tem. Tudi kakšna statistika vam pride. Dokler je pa to sam problem nekoga drugega, pa se pač zadeva zamegljuje z raznimi ideološkimi popadki. Zdaj Slovenci obtoževati, da smo nesolidarni. Glejte, mi smo imeli v času vojne v Bosni v Sloveniji 70,000 beguncev iz Bosne, ampak to niso bili
moški, za boj sposobni moški, mogoče je kak bil, ampak se ni registriral, to so bile ženske in otroci, vseh narodnosti, ki so pač bežali pred vojno. In smo za vse poskrbeli, jaz sem takrat minister za obrambo in civilna zaščita je skrbela za 10.000 teh. Ampak jaz se ne spomnim enega samega kriminala, enega samega kaznivega dejanja. Tudi zdaj med temi, ki so pač obravnavani zaradi kaznivega dejanja, mislim, da ni niti enega Ukrajinca. So samo pač iz islamskih držav, iz tujega civilizacijskega okolja, kjer pač so tudi navade drugačne. In počnejo tam neke stvari, ki jih mi ne počnemo, ki so pri nas kaznive. Tako da tudi to je pomembno, od kje se prihaja. No in mogoče še to. V decembru ali konec novembra je Državni zbor obravnaval zakon, po katerem bi tujci, tudi pač delovni migranti oziroma njihovi otroci, ki živijo tukaj, potrebovali za to, da se vključijo v slovenski šolski sistem, pripravljalnico, da se najprej jezika naučijo. V veliko evropskih držav, tudi takšnih, ki jih kritiziramo zaradi migracijske politike, recimo Francija. V Franciji ne moreš iti v šolo, če ne znaš francoščine. V Sloveniji, čim dobi stalno bivališče, pravico do šolanja, je obvezna. In danes imate situacije v številnih slovenskih mestih, kjer je tudi polovica razreda so pač tujci, ki ne znajo slovensko ali pa zelo slabo govorijo slovensko in je to problem tako za njih, kot za ostale, ki znajo slovensko, ker učitelji se pol ukvarjajo samo s temi, in učni načrti niso izpolnjeni. No, tukaj je Nova Slovenija predlagala zakon, da se pač ustanovijo ti pripravljalni razredi, da se najprej jezika naučiš, in vladna koalicija je to zavrnila, če da je bila to segregacija. Mislim, segregacija je zdaj. So skupaj ljudje, ki se ne razumejo in se jim ne da pomagati. Se jih sprašuje nekaj, kar sploh ne zastopijo. Te levičarske blodne državo veliko stanejo in zdaj to, podcenjevanje nevarnosti ilegalnih migracij, to je eno od zadev, ki Evropo že danes mnogo stane. Se pa stvari obračajo. Zdaj, ena od tem, ki bo zaznamovala evropske volitve v Evropski parlament junija, bodo ilegalne migracije. Tukaj bodo imeli te levičarske stranke, ki so pač pripeljale do te situacije, velike težave z svojimi rezultati na teh volitvah, tudi v teh tako imenovanih jedrnih državah. Pozdravljeni, Mikolič. Imam dve vprašanje. Prvo, ustanovljena je nova stranka Glas upokojencev. Kako bo to vplivalo na članstvo SDS-a? In drugo vprašanje, kakšen je vaš odnos do gospoda Logarja? Hvala. Zdaj, upokojenci so v Sloveniji največje volilno telo. Zdaj, koliko šteje 650 000. Tako da Glas upokojencev gospoda Ruparja ima tukaj veliko polja. In na nek način, to ni konkurenca Slovenski demokratski stranki. Če sem jaz prav razumel, delno sem pač gledal ta ustanovni kongres, je to projekt, ki polni praznino, ki je nastala potem, ko so uničili Desus. Pač Van Išjo stranka, se pravi stranka, ki ima predvsem eno temo,
pri upokojencih je to seveda pokojnina, ne. Ima potencial, če obstaja dovolj veliko število volivcev iz te kategorije, ki mislijo, da pač ostale stranke ne zastopajo dovolj te teme, ne. Desus je na nekaterih volitvah dobil tudi blizu 10%, ne, se pravi, obstaja ta potencial, ali bo glas upokojencev lahko šel proti temu rezultatu ali ne, dajte, prezgodaj, ne, potencial pa tukaj v vsakem primeru je, ne. Ni pa to konkurenca Slovenski demokratski stranki. Zdaj, gospod Logar ima svojo platformo, je še vedno poslanec Slovenske demokratske stranke, ima pa namen ustanoviti svojo stranko, vso srečo. S tem, da pač moje mnenje, pa tudi mnenje izvršilnega odbora stranke je, da drobitev sil ni ravno nekaj, kar nam v tem primeru koristi, se pa ne razburjamo preveč zaradi tega. Še eno vprašanje, potem bomo pa morali zaključiti. Ja, hvala lepa, lep dober večer, spoštovani predsednik, lep dober večer tudi vsem, ki ste se udeležili današnje javne tribune. Prvo bi, jaz mislim, da se vsi strinjamo, da smo imeli odlično politično analizo, seveda pa tudi ugotovitev dejstva, ki so danes v Sloveniji. Da bi se mogoče navezal na današnjo tematiko, Slovenija ni samo Ljubljana, in iz izkušenj lahko potrdim, da takratna vlada, ko je obiskala Pomurje, smo gradili, ne rušili. Smo šli in tudi sedaj gremo naprej, ne gremo nazaj. In želim vsem, ki delijo to mišljenje, da pozitivno jemljejo te zadeve in seveda gremo naprej in ne nazaj z pozitivno energijo. Toliko tem. Hvala lepa. No, se jaz bi k temu sem to dodal, da recimo vedno, ko smo mi kot vlada obiskali neko regijo, ne, je bilo zelo naporno, ne. Vsak minister je imel po 10 srečanj, pa na koncu smo se še tako zbrali z nosilci razvoja in razpravljali. Pa smo se pol domov vozili, ne, včasih v kombiju ali pa v avtobusu, vsi zmatrani, ampak vsi veseli, ne, ker smo vsi veliko zvedli, dobili smo novo energijo. Na nek način, ne, po takem obisku si vedel, zakaj si vladi, ne, kaj je treba še narediti, polno novih stvari smo spoznali. Tako da ta vlada bi naredila tudi zase veliko, če bi šla po to energijo. Ne. Naprej? A je konc? Ok, dobro. Ti si šef. Dovolite, da takoj na začetku izkoristim to priložnost in se v imenu gostitelja mestnega odbora Murska Sobota zahvalim obema našima gostoma za to, da sta prišla v Mursko Soboto in delila te bogate in koristne poglede za prihodnost Slovenije. Tako da prosim predsednika pa Andrejo, da pač pridete vsem gor in se z manjšim skromnim pozornostjo pač zahvalite na tak način. Samo še eno obvestilo za na konec. V predverju te naše lepe dvorane je možno kupiti tudi knjige založbe Nova obzorja. Tudi avtor nekaterih knjig je prisoten in bo pač na voljo za avtogram. Zdaj pa vas še povabim, da ostanete v dvorani in prisluhnemo
Matejo pa Leono še z eno glasbeno točko, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Hvala lepa, ker ste s svojo prisotnostjo obogatili današnji pogovorni večer in prispevali k tako pomembni temi, kot je ta pomembna tema Slovenija ni samo Ljubljana. Mislim, da je bilo sporočilo zelo jasno. Hvala lepa. Se včasih vprašam takole, kaj se godi, da pesem domača vse bolj poredko zveni. Zakaj se mi večkrat moj sin samo zasmeji? Za ti goveje moj ata, za ti si leti. Se bo zavedal svojih koreni, da bi ponosen bil kot njega dedek. Leti ga v srcu si močno želi. Potem se zazdi mi, kakor da mnoge je sram teh pesmi domačih, ki jaz jih res rad imam. A rad bi povedal, saj enkrat sem skupaj na glas. V teh pesmih prelepih od njih se skriva del nas. Pa zapojmo skupaj. Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, se bo zavedal svojih korenin, da bi ponosen bil kot njega dedek. Leti ga v srcu si močno želi. Leti ga v srcu si močno želi.